Nič se bomo kar pričeli. V glavnem, dobrodošli vsi na enem takem super webinarju, sploh primernem za čas, v katerem smo. Pa začel se je vstop v vrtec, za nekatere ponovno, za druge morda sploh prvič, in enako je za šolo, univerzo, malo bolj pester delovnik je. Počasi se že poslavljamo od poletja. Tako da se mi zdi res kot nalašč tema, ki vam jo želim na kratko in zelo zanimivo danes predstaviti, in sicer kaj uporabljati za sproščanje ali pa meditacijo, če jo upravljate ali pa jo boste pričeli. Zdaj, kar se tiče današnjega webinarja, združujem par mojih prejšnjih starih predavanj, ampak tudi s kar precej novostmi, no. Predvsem za začetek bi vam rada priporočala, pa bi res prosila, če mi lahko en samo v klepet, v chat potrdi, če se vidi moj video, zato da jaz vem, da vidite to, kar kažem. Če mi mogoče lahko, odlično, hvala Lili. To se pravi, vedno, ko me kdo vpraša, ti Maja, jaz bi pa rada nekaj enostavnega za čustva. Itak večina nas začne z najuporabnejšo desetko, največkrat s velikim paketom, to se pravi Home Essentials, ki ima zraven tudi difuzor, in tudi difuzor je v bistvu največkrat način, kako nekaj uporabljati tudi za čustva. In v tej osnovni desetki imate noter olja, ki pomirjajo, in olja, ki poživljajo. Tako da mogoče bi začela za uvod s tem, kar že imate, večina vas, ali pa tisti, ki boste začenjali. To sta limona in pa peppermint. Limona in poprova meta tudi ful lepo pašeta skupaj. Še lepše, če se poprova meta podruži skupaj z pomarančo. Če pa rabite nekaj, ne da vas poživlja pa fokusira, ampak pomirja, zdaj ali čez dan v stresnih trenutkih, ali pa seveda zvečer, ko se hočete umiriti, sta pa to kadilna postelja oziroma Frankie in pa sivka. Tako da to je tisto, kar sigurno z osnovne desetke pride fajn. Pol dobim dostikrat vprašanje, Maja, meni se pa pač to čez dan dogaja, da nekaj rabim, pa difuzorja v službi nimam, ali pa pač ga enostavno ne morem s sabo vzeti. V tak namen pa vam ful priporočam tudi domača osnovna varianta 10 olj, prihaja v takšnih rečenih rulonih, in to je super način, kako bi lahko hitro uporabite nekaj za čustva, bodi si na pulzne točke zapestja, bodi si pod ušesi, kjer imamo žile izpostavljene, jaz si tudi vedno še dam dejansko pod nos, tako dejansko vplivam hkrati hitro na možgane v pol minute, to, kar že večkrat ponavljam, in hkrati sem si vnesla čez kožo tudi v krvni obtok, kar pomeni, da v minuti in pol bo to v mojem krvnem obtoku in v 20 minutah po celem telesu. Tako da v bistvu aromaterapija je z tega vidika za čustva tudi ena najučinkovitejših metod, ker stvar učinkuje zelo hitro, na naraven način in telesu pač pomaga umiriti tiste osnovne procese, sploh kar se tiče čustvovanja, ker je to doma v našem najstarejšem delu možganov. Toliko vseeno za uvod, za te mogoče, ki ste prvič ali pa ste na začetku uporabe. Pol pa dobim še eno vprašanje, Maja, kaj pa je kaj fajno kupiti, da je poceni, pa da dobim vse to, kar rabim, da dobim fokus, da dobim pomiritev, da dobim prizemljitev, pa da se dobro počutim, pa predvsem ponovadi mi rečete, da lepo dišim. Tako da v bistvu eno glavnih olj, ki vam vse to da, je olje Hope. Zdaj jaz imam tukaj še čist izvorno različico, zdajšnja sedanja ima že oranžno nalepko Hope, ta je pa še tista, ki so jo pač dejansko na ulicah Haitija delili mladoletnim žrtvam spolne zlorabe, zato ker gor so imeli, kot lahko vidite, vse podatke, da so lahko poklicali, bom rekla, center, ki jih je potem pomagal izvleči iz tega, ker doTERRA se veste sodeluje preko Healing Hands, neprofitne organizacije, tudi s marsikaterim partnerjem, ki ima res podobno poslanstvo, tako da Underground Railroad Rescue je dejansko s pomočjo svoje ideje pri doTERRI potem omogočila, da smo dobili tole olje. Tako da to olje ima res močno ozadje v smislu svojega nastanka, pa tudi zelo močno učinkovanje in dejansko noter dobite, tako kot sem vam rekla, vse, hkrati za pomiritev, za fokus, pa v bistvu zbistritev, no, in pač Hope ni, kar bom rekla, napačno ime, ampak zelo pravo. Zakaj vam to razlagam? Ker če rabite vse v enem, pa na hiter, pa za v torbico ali za otroški ruzak ali pa za študijski ruzak, je Hope eno od takšnih olj, ki bi vam ga priporočila. Drugače pa, če ste pa že malo bolj v eteričnih oljih in uporabljate olja na vse tri načine,
vam bo pa mogoče zanimivo slišati, kaj pa je ugodno kot paketek vzeti za čustva. Tako da za uvodni del vam samo te 3 stvari še pokažem, pa gremo naprej. Eno je, kot lahko vidite, emotional aromatherapy v touch izvedbi. Noter dejansko dobite 6 mešanic namenskih, ki zelo lepo vplivajo na vse, kar želite. Ali vas motivirajo, ali vas veselijo, vam vzbujajo strast, pomagajo, da greste čez težke trenutke, čez žalovanje ali da vas pomirjajo. Tako da v bistvu to je ena takšnih stvari. Ful fajna informacija vam bo verjetno tudi, da se lahko kupijo posamično, lahko pa cenejše v paketu. Tako da tale paketek, če se še prav spomnim, pride 122 € po članski ceni, se mi zdi ful dober nakup, če želite vse v enem za vas in za širšo družino, ali pa še mogoče darilce za koga. Potem druga stvar, kjer dobite en tak fajn paketek čustvenčkov, je yoga paketek. To je zdaj še predzadnja stvar pred začetkom. Da se jih sedaj dobiti tudi posamično, noter imate, kot boste lahko videli in bomo tudi videli čez današnje predavanje, jaz kar enostavno povem ljudem, vijoličnega, zelenega in oranžnega. Vijolični anchor vas prizemlji, malo ustavi, zeleni vas, ki je bolj zeliščni, vrne nazaj v svoj center, kot radi rečemo, in oranžen vam da res tako ful fajno svežo energijo, to je Rise. Tako da barva sama je tudi dosti, boste videli pri oljih tista, ki vam bo že sama po sebi povedala, kaj boste s tem dobili. Tako da jaz dostikrat rečem, da vijolične in zemeljske barve vas pokažejo vaše korenine, zeleno, modra barva vas prepiha in vam da svežino, oranžno rumena barva, ponovadi citrusov, pa vam da v bistvu ful fajno dobro voljo. Tako da dostikrat ne rabite niti vedeti kaj, ampak samo enostavno, kot bomo slišali, poslušate svoj nos in malo pogledate barve, pa vam bo že to fino vodilo, ko gre za čustva. Tako zdaj bi pa kar začeli. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, jih lahko napišete, pa bomo na koncu odgovorili. Bistvo je, kar želim danes, da res dobite čisto enostaven vpogled, pa na drugi strani tudi, da se res zavedamo, koliko so čustva pomembna stvar v naših življenjih, pa ne samo v naših, ker vem, da večina tukaj nas je zdaj žensk, ampak na splošno, mi smo tiste, ki lahko ful fajn poskrbimo zase, kdo drug pa bo, če ne bomo same. In mi, kot same vemo, si dostikrat naprtimo ful enih življenjskih vlog, tako kot se počutimo kot tale supermenka, na enem ramenu tele ženske, ki je tukaj pred nami. Dostikrat pa se pol vse skupaj konča, kot kaže ta ženska oziroma tista druga ženska na njeni drugi rami. Tako da absolutno se mi zdi pomembna stvar skrbeti za naše čustveno in splošno mentalno zdravje. In če bomo to nagruntali, bomo lahko tudi lažje pokazali vsem svojim bližnjim, kako se to naredi. Tako da dajmo se res večkrat vprašati, a res rabimo vse to početi, kar počnemo? A smo si dosti vlog naprtile same, ali ker mislimo, da okolica ali pa družba to od nas pričakuje, in da se res vprašamo, kaj je pravzaprav moja prioriteta. Da bomo čim večkrat v glavi, kot tale ženska in tale gospod, ki je slikovito na njeni glavi prikazan, oziroma gospod nima tako, kakor ima ona. Ona je bolj kot tale kužek na sprehodu, ki res dejansko uživa v trenutku in opazuje okolico in jo res dojema. Ali pa tisti, ki smo res čisto skrbeki, nikoli nismo čisto prisotni v trenutku, niti mogoče, ko smo z bližnjimi otroki in podobno, ker imamo toliko enih skrbi in stvari, ki smo si jih pravzaprav sami naprtili. In da iz srca delujemo, kot pravi Marie Kondo, japonska res neverjetna učiteljica tega, kaj pomeni razstrupiti, v narekovajih, svoje življenje s tem, da si uredimo stvari v okolju, kjer bivamo, pa govorimo od oblačil, vsega naprej. To je v bistvu ena stara japonska miselnost, ki se seveda tudi s feng shuijem povezuje. In pravi ona, karkoli ti naredi iskrico veselja, tisto obdrži. Če ti tega ne naredi, je čas, da se mu zahvališ za vse in da gre naprej. In to velja res za stvari, včasih tudi za ljudi. Tako da zato sem malo tako, bom rekla, kar izzivalno napisala danes tudi, da se včasih rabimo znebiti, detoksicirati ne samo znotraj telesa, ampak tudi v naših mislih in v našem srcu, da potem stvari lažje tečejo. Tako da, kar se tiče enega nasveta, ki vam ga lahko dam pri eteričnih oljih.
ne spraševati tolikrat Maja ali pa, ne vem, mentorica, kaj jaz rabim, daj povej mi, tako pa tako je, kaj rabim, ampak dejansko poslušajte samo svoj nos, svojo intuicijo. Ugotovili boste, da dostikrat, ko nekaj odprete, vas bo ta stvar poklicala in sploh ne veste zakaj. Ne rabi pisati o nobeni knjigi, če tisto vam paše, sploh kar se tiče čustev in tega, pač tisto uporabite. Če vam sivka ne paše, pa vsi govorijo, da pomirjajo, pač ne uporabljati. Najte nekaj, ki vam bo dišalo in pač tisto uporabljite. Jaz dostikrat doživim, in to je meni vedno izziv pri mojih sočlanih, ko naredimo eno predstavitev, rečemo, zdaj mi pa povej, kaj približno ti diši, da bomo poiskali stvari, ki ti dišijo. Ker čim najdete nekaj, ki vam diši, ki tudi po nobenem opisu ne bi tega sklepali, je to. V bistvu se že učite uporabe eteričnih olj in v bistvu zopet spoznavanja samega sebe, predvsem pa poslušanja samega sebe. Tako da včasih mogoče kaj ne bo imelo nobene logike, zakaj vi to uporabljate, ampak dejte. In če rabite eno, ne vem, če vam Deep Blue, ki je sicer iz osnovnih 10 olej, ki pač je za dejansko podporo mišicam in sklepom, če vam paše za določeno čustveno stanje, ga pač enostavno uporabljate. Ne sprašujte se, zakaj pa vi zdaj to rabite, če pa drugi tega ne rabijo. Tako da bolj kot opise res spremljajte svoj nos, če se le da. Zato so pa tudi fajn vsi ti dogodki, sploh ta veliki novembrski, ki prihaja, oziroma 3 na leto imamo večje, kjer lahko vse prevonjate, preizkusite in odkrijete marsikaj v sebi, kar niste še vedeli ali pa niti ne pričakovali. Tako, zdaj sem naredila tisti prvi del uvoda. Drugi del uvoda. Seveda, naše čustveno zdravje ne deluje samo z oljčki, ampak je pač zato potreben en tak celostni in predvsem vsakdanji pristop. Velikokrat rada rečem, da si morate najti drobne dnevne rituale, pa lahko vam vzamejo samo 5 sekund, pa vam bo šel dan čisto drugače. In ni nenavadno, recimo, da so moje punce vedno sitne, če so lačne. In to včasih sploh ne znajo upovedati ali pa sploh začutiti. Jaz sem tudi sitna, ker sem lačna. Samo jaz se tega že zavedam. Tako da jaz točno vem, da mora biti nekaj pojezdem bolj školje. Seveda sem jaz tudi sitna. Mislim, ni vsaka, ampak jaz vem, kdaj sem sitna. Točno zdaj, recimo v tem obdobju, ko sem pred koncem oziroma pred začetkom svojega cikla mesečnega, tudi to vsi moji družinski člani vajo. In takrat seveda pač uporabljam tisto, ki mi paše. In največkrat pač meni res po defaultu, tako kot je v knjigi, res da paše klerikal, da umirim svoje hormončke. Ampak vseeno, enih 6 stvari sem vam hotela poudariti, ki res lahko vplivajo tudi na naše razpoloženje in čustva in da samo olje ne bo tega na dolgi rok rešilo, če sami ne poskrbimo, da res imamo urejeno prehrano, sploh ženske, ki imamo že otročke ali pa dejansko smo mamice, pač to tudi bolj vemo. Tako da res uredite si magari tedenski jedilnik, ne pozabite jesti. To dostikrat naredimo mi, zato ker hočemo poskrbeti najprej za druge, za nas pa pol malo kar režemo tisti del, ki ga rabimo. Lahko malo večkrat pol res, da še naredite te stvari, to je popoldanski čas za nas. Te rok naredite kakšnemu otroku ali malo čarate v kuhinji skupaj. Pa seveda razpoloženje naše tudi vključuje vse tisto, kar je potrebno na bazi čustev, to je dotik, to je cartanje. To so včasih težki pogovori, zato da pač skupaj rasteš v tistem odnosu, kjer si, ampak hkrati pa res osnova urejena prehrana in predvsem dobra mikrohranila, kar pa pri doTERRA zagotovo dobite. Potem še ena taka fina stvar, ki smo ravno prehrani, sem vsem zapisala zraven. Čim večkrat uporabljate difuzor, pa predvsem res uporabljate rolone, tako res dobite individualno, pa zelo, zelo fajno aromaterapijo sami, z difuzorjem pa vsi skupaj. Potem druga stvar, če niste naspani, veste, da ste sitni, veste, da lahko hitreje zbolite, skratka, res pomislite, če je to tista vaša šibka točka, da vpeljete res malo več takih stvari, ki vam pomagajo, najte spet svoj način, s svojimi olji, lahko je to kopel, daljša večerna nega, ki jo pač ženska rabi, če ne drugega, da se malo pocarta, difuzorčki zvečer, drobne magije, masaža nogic s določenim oljčkom in tako naprej. Tukaj mogoče še ena stvar, da pač dober spanec je res boljše kot žganec, drugače ne bi mogla zaključiti tega diapozitiva. Potem gibanje. Gibanje ne pomeni zdaj, da nujno hodite na telovadbo, veliko naredite zase že s polurnim sprehodom na dan, saj to vsi vemo, ampak samo to, da se spomnimo. In v bistvu tole ima zelo znanstveno osnovo. V japonskem okolju so v 80-ih prav uvedli eno metodo v vse šole in so rekli, nič
Zdaj pa ne na sprehod, ampak imeli bomo gozdno kopel, Shinrin-yoku, oni teme rečejo. In so prav uvedli v bistvu v šole kot del obveznega učnega procesa, to, da so šli šolarji v določenem delu, ko so imeli pauzo, na območje pač bližnjega parka, drevoreda, in so si izbrali drevo, ki jih je poklicalo, spet intuicija, in se blizu njega usedli. Zato, ker pač očitno so ga rabili, ker pač jim je nekaj dajalo in pač vse to, kar piše tukaj, res pač pomaga, a ne? Tako da tudi sprehod v gozdu vam bo z tega vidika veliko bolj jasen, sploh če vam pokažem naslednjo stvar, ker drevesa so pač tudi deli, pravzaprav rastline, ki lahko proizvajajo eterično olje oziroma rečemo temu še esence in če gozda ne morete dobiti k sebi, ga po nekem trenutku rabite, ja, pač takrat zagrabite balance, ne. Tako da balance je recimo zelo, zelo logična izbira in tako kot sem vam danes že rekla, ne, dejansko pač zelena barva na oljih vam kaže res tako svežino in fokus, dober balance tudi prizemljuje, ker ima tudi nekaj koreninskih ali pa smolnatih olj. Tako da dejansko res drevesa so živa in seveda oddajajo določene esence in to so uradno fitoncidi, se ni važno. V glavnem, to je tudi tisto, kar v eteričnih oljih dobite, ker pač to je tudi osnova za eterične olje. Tako da tudi absolutno lepa razlaga, znanstvena, seveda, zakaj nam gozd tako pomaga, tudi kar se tiče čustev in razpoloženja in sproščanja. Zelo pomembno je, da se zavedamo, kdaj smo v stresu. Zelo pomembno je pod 4. točko tudi, da skušamo obvladovati ta stres in tukaj pridejo pa prav res zelo olja. In zopet, kot rečeno, izberite si tisto, kar vam najbolj paše in uporabite. Lahko je to tudi aromatač velikrat, čeprav je to masažna mešanica, ne? Ampak recimo res pomaga dostikrat v trenutkih, ko smo v tenziji ali kakšni napetosti. Detoks misli sem vam že omenjala in detoks telesa. Velikrat pravijo, da za čustveno zdravje ogromno narediš, če poskrbiš za svojo mamo imunskega sistema in to so prebavila. Že kar nekaj ljudi okrog sebe imam, ko so izkusili resno stanje depresije in vsi so na koncu, ker so pač kombinirali uradno medicino in alternativo, pristali tudi na eno zanimivo metodo čiščenja črevesja. S probiotiki, z sodo bikarbono in tako naprej. Tudi doTERRA ima kar nekaj odličnih pripravkov za to, tako tisto, kar poznamo znotraj našega programa, Moja pomlad, ki smo ga že omenjali, je sicer tako vodeno razstrupljanje telesa, hkrati pa tudi naših misli. Tako da tudi zelo zanimiva stvar, ker v črevesju imamo tudi veliko več zaznavanja, včasih celo več kot v naših možganih, kar vam zagotovo pokaže ta izkušnja. Ko ste bili zaljubljeni, ste imeli metuljčke, ali pa veste, kako je, ko srečaš ljubo osebo, ki ti prav iz prebavil ven vriskaš in obratno, pač, ko se kaj zgodi, ali pa imaš test, ki te pa zvije v črevesju. Tako da tam so tudi doma naša čustva in je treba tudi za tisti del zelo dobro poskrbeti, da se lahko sprostimo drugim. Včasih nam tudi nekaj, kar nezavedno imamo, to so lahko mogoče kakšna notranja vnetja, tudi zelo kvari razpoloženje, dostikrat tudi pride na površje kot simptomatska depresija lahko. Tako da tudi dostikrat je treba se samo zavedati, kaj nam nagaja. Tako da vidite, 6 stvari sem zdaj navedla in kar vam želim danes na tem predavanju res reči, vzamite si list papirja. Vem, da najljubše olje že imate, ker to upam, da ste prebrali, da ga morate imeti za zaključek današnjega webinarja. Ampak dejansko, če si zapišete od prehrane in predvsem na drugi strani tudi, recimo, kot smo rekli, spanca, pa na tretji strani, kar smo govorili še o razpoloženju, gibanju. Vse te stvari so nadvse pomembne, če se moramo vprašati, česa si želimo več tekom dneva ali noči in česa manj, ne. In to nam bo veliko povedalo o nas samih, ne. Kar se tiče današnjega webinarja, pomislite res, a imate taka jutra, kot si jih želite. Jaz vam bom mogoče malo povedala, kar mi delamo zjutraj, no, sploh kar se tiče sprostitve in vsega in vam povem, če smo res tekom dneva, kar vam bom zdaj pokazala, zelo, zelo pozorni na to, v kakšnem čustvenem stanju smo in kaj v bistvu lahko naredimo, včasih tudi za preventivo, nam gre dan čisto drugače in se nam konča čisto drugače in potem tudi spimo drugače. Tako da v bistvu res si pomislite, kaj lahko zjutraj naredite zase.
Največ nas, recimo, si nas zjutraj pripravi en fajn difuzor, mišunk, največkrat so to citrusi, tudi kakšna meta, da nas razveseli in je v hiši čist drug vonj, ko se pripravljamo, mi, pa če smo še punce v vrtcu. Tudi jaz sem čist drugačna in pač sem 5 minut prej vstala in si to uredila. Lahko v kopalnici uvedete, ne vem, aromaterapijo zase. Lahko pač pojeste zjutraj mikrohranila, že preden pojeste zajtrk. Tako da res poskrbite zase in pomislite, kaj je to. Potem naprej. Če imate otroka ali pa pač tudi lahko nekoga na faksu ali pa pač tudi v vrtcu, ki se srečuje z določenimi razpoloženjskimi izzivi, mu lahko za seboj date pač določen roll-on. Zdaj, danes se ne bomo toliko spuščali, kaj določeno eterično olje naredi. Recimo, jaz imam en tak zanimiv ritual zjutraj, sem si naštimala. Recimo, moje jutranje olje je pačuli. Pravijo, da je to olje hvaležnosti, no, pa jaz dejansko sem se ga zbrala po vonju in pač kar mi paše in sem šele pol šla brati, kaj pravzaprav to pomeni. Tako da to je tista intuicija, o kateri smo govorili. Moje punce imajo zelo rade zjutraj kakšen neroli, ki ga imam, recimo, ki je pač cvetno olje in pač je zelo fajn, ker diši res tako malo po poletju, po plaži. Velikokrat si vzamejo, sploh Sofija, ta starejša, si zbereta vrtnico. Jasmin moram reči, da si ga večkrat jaz zberem, njima recimo ne ustreza. Med cvetnicami, no, zdaj vam kažem ti priročne rolone, pa imamo vse rade magnolijo. Magnolija je sploh eno tako čarobno dišeče olje, tako to je nekaj, kar ponavadi sprošča in pač malo v boljšo voljo spravi. Potem imate pa druge, ki pač bojo imeli pa radi drugo stvar zjutraj, ne vem, si bojo pa namazali čir iz Emotional Aromatherapy ali pa Motivate ali pa Passion. Četrti bojo pa rabili nekaj za pomirjanje, recimo pis in tako naprej. Se pisam še tukaj, tudi takole v stekleničkah pridejo te Emotional Aromatherapy, tako da si pač zberete tisti način, ko vam bolj ustreza. Kar se tiče tega, sploh se mi zdi, roll-oni so ena taka varna, priročna stvar, tako da jo res lahko tudi otroci uporabljajo, brez da vas kaj skrbi. Potem enako na delovnem mestu. Tam sem prav razmišljala, res največkrat pridejo v poštev olja, ki poživljajo. Tako da jaz vam tukaj vam bom kar pokazala. Seveda med citrusi najdemo take sladke vonje, kot so tangerina, divja pomaranča, velikokrat jih kombiniram vse sama, no, z kakšnim spermintom ali pa z sibirsko jelko, ker gre v bistvu za eno tako pomirjanje, pa hkrati dviganje fokusa, dobro voljo, pa tak svež, prijeten vonje, da si že cel vesel sam zaradi samega vonja in tega občutenja. Odlična je med jelkami tudi novozelandska, to je Douglazia oziroma Douglas Fir. Lahko izberete tudi za dvigovanje fokusa rožmarin, pa ga skombinirate s kakšnim citrusom, recimo lahko tudi s kakšno bergamotko med citrusi. Zelo rada jaz uporabljam tudi 2 poživljajoči olji za čez dan, zato da sem pač res zbrana pri delu, to sta ingver in limonska trava. In tukaj sem še dala 2 olji, ki sta tudi zelo fajn. Probajte enkrat si naštimati, če imate cipreso z limono in enako evkaliptus z limono ali bergamotko. Tako da to so recimo olja, ki jih res največkrat uporabljam čez dan, ko sem na delovnem mestu. Sicer moje delo je tako zelo raznoliko, tako da nekaj je pisarniškega dela, nekaj je, kot vidite, v tem snemalnem okolju, veliko je pa tudi terenskega dela. Tudi v avtomobilu me velikokrat spremljajo eterična olja, predvsem kakšne mete, peppermint, in tudi v bistvu za razpoloženje in te stvari to uporabljam. Zdaj, sicer današnji naslov je sproščanje meditacije, ampak zakaj to razlagam? Če čez dan poskrbite za vse te svoje stvari in potrebe, točka tle res kot nalaž pridejo lepo zraven, se potem lahko res tudi lažje sprostite zvečer. Če pa se dan res zelo nakopiči, pa je treba velikokrat res poslušati svoje telo in uporabljati olja. Zdaj, katero olje uporabljati za sproščanje? Iz prvega nasveta zagotovo lahko rečem cvetnice, zdaj smo si jih v roloni že pogledali, neroli, vrtnica, jasmin in magnolija, sivko smo že omenjali, potem pa zagotovo velja to za smolnata olja, med njimi so mira in frankincense. Eno noro dobrih olj, ki bi ga jaz takoj za osnovno 10 priporočala za sproščanje, je kopaiba. To nas je že kar nekaj preizkušalo s kapljico pod jezik, kjer je večja absorpcija. Lahko pa si najdete seveda hkrati z uporabo z olji tisti način sproščanja, ki vam paše na kožo. Lahko je to čisto ena simple joga, lahko ste profesionalni v jogi, lahko ste pač na sprehodu,
lahko meditirate, lahko samo pač sedite na klopci in si vzamete čas. Lahko klepetate sami s sabo. To se mi zdi, da današnji čas zelo izgublja zaradi mobilnih telefonov, ker ko imamo čas, namesto da bi malo razmišljali sami o sebi, pač vse hitro vržemo v brskanje po telefonu. Temu se reče skratka journaling, to se pravi, ali bodi si zapisovanje svojih misli, tako da si pišete dnevnik, zelo priporočam za sprostitvene namene in na splošno uspešnost v dobrem življenju in na splošno na vseh nivojih življenja, da si pišete dnevnik hvaležnosti vsak dan. Predvsem pa journaling pač pomeni lahko tudi samo enostavno pogovor ali pa trenutek, ko se usedeš in se sam s sabo pogovoriš o določeni temi. Pozitivne misli. Louise Hay je tukaj kraljica tega, tako da tukaj ne bi izgubljala besed. Imate kar nekaj krasnih knjig v vsaki knjižnici njenih. Potem aromatično oblačenje ali masaža, ki kot najlažje sem pozabila s kopalnice prinesti, sovpada z novim izdelkom Beautiful Mist, meglico, da se res dobro počutite v svojem telesu, ker konec koncev vsako telo je popolno. Vsi s telesom lahko naredimo ogromno, pelje nas čez celo naše življenje je vedno z nami, tako da je res treba za njega poskrbeti in aromatična masaža se mi zdi, da mu res veliko pozitivnega tudi vrača. Predvsem pa, da delamo stvari, kjer se res, če se le da, včasih ustavimo in poskušamo začutiti vsako celico svojega telesa in kot glavno sporočilo vsega tega, kar naštevam, da se imamo res radi, ker potem bomo poskrbeli zase, se ne bomo postavljali včasih na zadnje mesto. Tako da tukaj Lili pravi, tudi jaz se opravičujem, zavoha eno olje in ga rabi, ja, se tako je najboljš, veš, dostikrat jaz rečem, imejte olja nekje na javnem prostoru, jaz jih imam tam pač na kuhinjskem pultu, da so tam, odprete, tisto, kar vas pokliče tisti dan, uporabite. Zapišite si včasih tudi kakšen dober recept, še boste blendali in to je to. Med olji, ki pomirjajo, imam vse tukaj le še kar nekaj jih. Sandalovina, lesna olja arborvita, sploh za kakšno jogo, če jo uporabljate ali meditacijo, odlično olje, meni noro dobro olje. Majaron s pomarančo, vam povem, to je nekaj, kar tudi nikoli ne pričakuješ, da bo tako krasen parfumski vonj in res blagodejno pomirjajoče in hkrati poživljajoče deluje na vas. Rimska kamilica in ilang, pačuli, vetiver, to so pač še ful olja, ki jih jaz zelo rada uporabljam za te trenutke sprostitve, meditacije, kakšne vadbe, jaz sem tudi rada bolj jogo, recimo tako mirno vadbo v popoldanskem večernem času, da se sprostim. So pa recimo prvi čustvenčki pri doteri balance, ki prizemlji, ta gozdni vonj, serenity, tisti, ki ga še niste uspeli povonjati, tak cvetni vonj, mešanica in pa elevation, ki pa poživlja, je pa bolj taka citrusna, zeliščna. Preden sem vam pripravila nekaj zelo zanimivega, je to, da ne smem pozabiti na Serenity kolekcijo, ki jo je zdaj dopolnilo še Milo. Kapsule so odlične za zvečer, če bi radi na splošno več sprostitve in boljšega spanca v vašem življenju. Če imate stresno obdobje, se gradi hiša ali pa imate veliko skrbi, kakšne postopke v službi ali pa protokole, ki jih morate v zelo kratkem roku speljati. Res priporočam, da tiste večere potem jemljete Serenity, ker boste veliko bolj spali, pa tudi lažje prenašali stresno obdobje, za najstnike in odrasle govorim. Potem, kaj sem še želela reči? Ja, noro dober nasvet. Iz knjige Desiree Mangandong, I'm Fabulous, to je avtorica, ki me je naučila uporabe 5 zelo zanimivih olj na zelo zanimivi način. In sicer, jaz sem si jih namešala takole noter in vam bom začela z čajevcem. Ona pravi, da če delaš nekaj v življenju, na kar nisi ponosen, govorimo o slabih navadah, da za prekinitev tega vzorca namažeš čajevec, tukajle čist na vrhnji del zatilja. Morate preizkusiti, ker rekel, da bi vam prerezali kable. Druga stvar,
Če imate velikokrat preveč negativnega pogovora s samim sabo, joj, koliko sem butas, zakaj mi to spet ni šlo, kako tega nisem vedel, na tak način, mislim, da vsi spadamo zdaj v ta razred, si namažemo limonsko travo, jaz imam tale vse rečane, na vrhnji del glave. Zanimivo, ne? Morate probati. Jaz vam zdaj sam razlagam, ne bom pa razlagala izkušenj, ker mi smo bile vse s puncami šokirane, ker smo vse zelo bile skeptični glede tega, ampak vse deluje. Potem za big picture, jasen pogled, ptičjo perspektivo, si ravno tako na isto mesto lahko namažite Douglas fir. Za povečano samozavest, tale izplov za otročke, se mi zdi, pa tudi za nas same, si na solarni plexus namažite pomarančo. In ta, ki je pa mene dejansko zagrabljanje zdaj ostalo v mojem življenju, tudi vsak dnevni uporabi, je pa, da si namažete za večjo hvaležnost na podplate pačuli. Tako da to je ena taka zanimivost. Zdaj pa bi rada prosila, da vsi skupaj vzamete v roke svoje najljubše olje, se usedete tako, da boste sproščeni, da je hrbet vzravnan, da imate kolena v pravokotnem položaju s tlemi, in uporabite olje na način, ki ga želite. Jaz si bom zdaj nanesla pačuli na zapestja. Vi ga uporabite, kot želite, pač kamorkoli vam paše. Upam, da zdaj to delate, zdaj vas ne vidim, vi mene, ja. Ste pripravljeni? Zaprite oči in poslušajte. Za vas sem pripravila vodeno meditacijo, meni zelo ljubega, res mojstra, kar se tega področja tiče, to je Brad Austin. Iz angleščine sem jo prevedla že pred 2 letoma, ampak vedno znova jo rada preberem. Tako da sprostite se, zaprite oči, olje ste uporabili in poslušajte. Prični sedaj in si predstavljaj, da se nahajaš na lepi peščeni plaži. Je prijeten sončen dan, ne prevroč, s prijetno sapico. Čutiš, kako toplo sonce greje in daje energijo tvoji koži. Slišiš valove, kako se nežno valijo na pesek. Dovoliš si, da si eno z naravo. Čeprav si na plaži popolnoma sama, se počutiš popolnoma varna. Sežeš navzdol, sezuješ si čevlje in nogavice in jih položiš na brisačo na pesku. Ko se sprehajaš po plaži, kamenčki mivke grejejo tvoje stopala in jih poživljajo. V zraku slišiš zvok oddaljenih galebov. To te še bolj umirja in umirja. Hodiš proti morju in se sprehajaš po obali. Tam se valovi srečujejo s peskom. Mivka je mehka in ohlajena zaradi morja, ko se sprehajaš po njem. Zrak je osvežujoč in čist. Dovoliš si, da napetost v tvojem telesu odide stran, medtem ko se sprehajaš po mivki. Vse skrbi in težave tvojega dne odhajajo stran. Globoko in počasi vdihneš in nežno izdihneš. Še enkrat globoko in počasi vdihneš in nežno izdihneš. Čutiš, kako se vsi elementi, narave in življenjska sila ponovno polnijo. Polnijo ti tvojo energijo in ti vračajo občutek mirnosti. Vizualiziraj si vsak delček telesa, kjer se morda še zadržuje napetost in bolečina. Počasi se mehča in popušča. Kot se valovi drobijo in zlivajo na obalo, tako se tudi tvoje skrbi in utrujenost drobijo in izlivajo iz sebe. Čutiš se popolnoma sproščena in umirjena na tej plaži. Ko na obalo pride naslednji val, pogledaš navzdol in pri nogah opaziš steklenico. Sežeš navzdol in jo pobereš. Ko jo držiš, vidiš, da je zapečatena z zamaškom in da se v njej nahaja sporočilo. Odstraniš zamašek, sežeš vanjo in s prsti iz nje vzameš zvitek
papirja. Razviješ papir in prebereš sporočilo. Če bereš te besede, vedi, da sporočilo prejemaš v pravem času in na pravem mestu. Vedi, da si dragocena in večno ljubljena. Izbralo sem te, da si tukaj ob tem času in na tem mestu, da boš pomagala ljudem in planetu, da se zdravijo, da okrevajo. Nikoli ne pozabi, kako dragocena si, z mojo večno ljubeznijo, veliki duh. Prežeta s čustvi čutiš, da mora steklenico s sporočilom prejeti še kdo. Zviješ sporočilo in ga zopet vstaviš v steklenico. Ponovno zamašiš steklenico zamaškom in jo z močnim zamahom zalučaš nazaj v morje. Zdaj je čas, da zapustiš meditacijo. Ko si pripravljena, pripelji zavedanje nazaj v svoje telo in v sobo. Zdaj lahko pomigaš s svojimi prstki na nogah in rokah in ko se čutiš pripravljeno, nežno odpri oči in se zopet vrni v polno in budno zavest. Namaste. Drage moje, upam, da vam je bil tale zaključek všeč. Jaz, ko sem prvič tole tudi neplanirano doživela, mi je bilo izredno lepo, pa tega nikoli prej nisem še izvedla, namreč vodenja meditacije. Tako da, če imate sedaj še kakšno vprašanje, pa če ste še tukaj, če vas ni odneslo čisto daleč stran, bom zelo vesela vaših vprašanj. Imamo še nekje minuto in pol časa. Pa preneham zdaj snemati, pa boste lahko še kaj vprašali.